prideš ti, se nebo mi razjasni, čez gori raven, seže mi pogled z goričkoga, ko pa prideš ti, se nebo mi razjasni, kakor da leti, sebi sam se imenitem zdim. Spomin na našega pionirja in umetnika nikakor ne bledi v pozabo, ampak je še bolj okrepljen v naši duši in zavesti. Kot vsi veliki inovatorji si najbrž v trenutku odkritja ni predstavljal polne veličine lastnega dosežka, še manj razmaha, katerega bo doživela tehnologija filma. 110-letnica slovenskega filma je bila v znamenju več kulturnih dogodkov. Med njimi je danes tudi odkritje doprsnega kipa ljudskomerskega rojaka, odvetnika dr. Karola Grossmana, avtorja prvega slovenskega filmskega zapisa. In je bila dostopna tako državnim kot tudi okoliškim prebivalcem. Knjige razodevajo po svoji vsebini široko razgledanost in temeljito Grossmanovo izobrazbo, leposlovje, zgodovina, svetovna, narodna, književna, umetnostna, glasbena. Postal je pravi mojster fotografije. Kot fotograf se je bistveno razlikoval od svojih sodobnikov, z vztrajanjem na principih čiste fotografije, s kompozicijsko dognanostjo in psihološko poglobljenostjo portretov ga uvrščamo med slovenske umetniške fotografe. Prve slovenske filmske posnetke, ki so nastali na trgu, na katerem danes stojimo in na katerem bomo razkrili njegov doprsni kip, je ustvaril le 10 let po odkritju filmskega medija. Slovenci najbrž nikoli niso bili tako v koraku s sodobnimi kulturnimi trendi kot takrat. Prleška kultura se je skozi več generacij skušala nakloniti temu velikanu in na nek način nadaljevati njegovo delo. V 60. in 70. letih z delovanjem fotokino kluba dr. Karol Grossman, ki je zrasel v enega osrednjih prvokategornih festivalov amaterskega filma na področju takratne Jugoslavije, nove milenijo je štafeto prevzelo društvo Filmska praksa Plan 9 in sicer kot ena izmed najbolj prodornih in produktivnih amaterskih filmskih produkcij v slovenskem okolju. Temu sta sledila Grossmanov festival in v zadnjem času še prizadevanja Ljutomerske gimnazije Frana Miklošiča, ki se pionirsko bori za ustanovitev prvega slovenskega filmskega oddelka na srednješolski ravni. Vsekakor je bila prelomnica vseh teh novejših prizadevanj slavnostna obeležitev 100. obletnice nastanka prvih slovenskih filmskih zapisov, ki je bila leta 2005, ko smo med drugim ustanovili tudi Grossmanov festival fantastičnega filma in vina, ki predstavlja vrhunec prizadeva naše generacije. Festival je od svojih začetkov prehodil dolgo pot, od prireditve lokalnega značaja, namenjene amaterskemu žanrskemu filmu, do mednarodno uveljavljenega festivala, ki ga nekateri tuji strokovni mediji uvrščajo celo v sam vrh svetovnih žanrskih festivalov. He's a little shy, so she gave him a smile, and he said, would you mind sitting down for a while and talking to me? I'm feeling a little low. She said, I'm off in an hour and I know where we can go. So they went down and they sat on the pier. He said, I bet you got a boyfriend, but I don't care, I got no one. Moram reči, da cenim to, kar ste naredili za našega starega očeta, in mislim, da to dokazuje dejstvo, da se te slovesnosti udeleži kar 3 generacije Grossmanov. Moji predgovorniki so povedali toliko o dr. Grossmanu, da jaz pravzaprav kaj dosti niti ne moram več dopolniti. Želel bi se samo zahvaliti gospe županji za vabilo, vsem, ki so pripravljali postavitev tega spominskega obeležja in ga tudi sprovedli. Zakaj sem na primer portret Karola Grossmana postavila na tale steber, stran od prejšnjih 2? A morda gleda v stran, se mar distancira od dogajanja na glavnem trgu? Ne.
gleda v smeri in pričakovanju še enega velikega in pomembnega Slovenca, svojega dobrega prijatelja, generala in pesnika Maistra. Kakor da se bo Rudolf zdaj prikazal iz smeri stare železniške postaje. Portret sem postavila na repliko velikega filmskega koluta, kakršne uporabljajo še danes, kljub prevladujoči digitalni tehniki. Na tem kolutu pa stoji kolutek v škatlici in takšne pripomočke je uporabljal Grossman, ko je snemal svoje prve kratke filme. Na manjšem kolutu je letnica 1905, na večjem pa letošnje leto. Ko sem na starih fotografijah preučevala Grossmanov obraz, se mi je zdelo, da je za uradne fotografije poziral kot resen, akademski človek, to je odvetnik, raziskovalec, prevajalec. Prej smo slišali o temnejši hudičevski plati, jaz pa sem pri podrobnejšem opazovanju njegovih osebnih fotografij zaznala, da se je v njem ob sicer navidezni resnosti nahajal bogat notranji svet, ki je v bistvu optimistične, vesele narave. Iz lastnih izkušenj vem, da imamo ustvarjalci v glavnem dobro razvit smisel za humor, kljub močnim občutkom minljivosti in svetobolja, ki bučijo v globinah naše duše. For you